Učenci na osnovni šoli Naklo so na dan dejavnosti organizirali izmenjevalnico oblačil. Vsak je sabo prinesel kos oblačila, ki ga ne potrebuje več, in ga zamenjal za drugega. Se mi zdi, da smo bili kar vsi zadovoljni, da je vsak odnesel vsaj en nov pulover oziroma majico od nekoga drugega domov. Izmenjal sem si ene hozantregarje. Sprala sem ta pulover, ker so mi všeč barve, pa je tak mehek. Danes kupimo 60% več oblačil, kot smo jih pred 15 leti, skoraj tretjine pa nikoli ne oblečemo. Verjetno vsa mladina hoče biti v času z modo in zato hodimo več v trgovine. Ko ti slediš nekim socialnim omrežjem, vidiš, da se je ta moda zamenjala in moš nujno, ker ti je to všeč, iti v trgovino in na novo kupiti. Jaz imam sestro, ki kupuje kar veliko oblačil in se mi zdi zato, ker tekmujejo malo s prijateljicami, pa kjer je boljše oblečeno. Za tako imenovano hitro modo je značilna velika proizvodnja poceni oblačil. Največkrat jih v revnih državah iz slabših materialov izdeluje poceni delovna sila. S tem, ko več kupujemo, je tudi več onesnaževanja. Tekstilna industrija je druga največja onesnaževalka okolja na svetu, takoj za naftno. Recikliramo namreč le 1% oblačil, saj je to zaradi mešanice materialov težko. Tone tekstilnih odpadkov iz Evrope v glavnem pristanejo v Afriki, večinoma v Keniji. Tam končajo na odlagališčih ali pa jih zažgejo. Tako se zaradi kemikalij in mikroplastike zastrupljajo zemlja, zrak in voda. Oblačila, ki jih jaz nosim, jih dobi moj brat ali pa kakšen moj bratranec mlajši. Dobivam oblačila od svoje starejše sestre, pa od svoje prijateljice, ki je malo večja od mene in ki ima te oblačila premajhna, jih potem meni da. Mami mi je rekla, da je velika šla v te second hand trgovine v Kranju in da je kdaj kakšna stvar vzela zame oziroma za mojega brata. Če so oblačila uničena, jih odvržemo v komunalne odpadke. Sicer pa jih lahko podarimo tudi organizacijam, kot sta Karitas in Rdeči križ, ali odnesemo v centre ponovne uporabe. Odložimo jih lahko tudi v katerega izmed 320 omenjenih zabojnikov. Ta oblačila v trgovinah iz druge roke prodajo naprej. Z zaslužkom pa Humana, ki deluje v 45 državah sveta, podpira človekoljubne projekte v manj razvitih delih sveta, predvsem v Afriki.